Lirikonfest 2025. Dober večer, spoštovani gostje. Na 24. Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija v Velenju na slavnostni podelitvi Lirikonfestovih vseslovenskih nagrad in priznanj zaslužnim književnim ustvarjalcem, prevajalcem in mednarodnim posrednikom v organizaciji Velenjske knjižne fundacije pod večletnim glavnim pokroviteljstvom Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in Mestne občine Velenje. Festivalne nagrade, častni ambasador, ambasadorski naslov ter plakete bodo letos podelili podžupanja Mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljević. Že poltretje desetletje organizacijski in programski vodja Lirikonfesta Velenje Ivo Stropnik. Mednarodno Pretnarjevo nagrado z ambasadorskim častnim naslovom pa bo letos sopodelil častno izbrani slovenski književnik Zoran Pevec. Med drugim tudi letošnji okrogli jubilant med lavreati Velenjskega Lirikonfesta, dobitnik Velenice čaše nesmrtnosti 2013. Prisrčen pozdrav podžupanji Mestne občine Velenje Aleksandri Vasiljević in drugim predstavnikom Mestne občine Velenje, predsednici uprave Velenjske knjižne fundacije, magistri Karmen Grabant, Zvonki Pretnar, sestri Toneta Pretnarja, po katerem je poimenovana Mednarodna Pretnarjeva nagrada, ki od leta 2004 podeljujemo na Lirikonfestu v Velenju ambasadorjem poezije, slovenske književnosti in jezika po svetu. Pozdrav direktorici knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič, Marinki Kenk Tomazin. Pozdrav prijateljem mesta Velenje, prisotnim Lirikonfestovim lavreatom iz preteklih let in drugim književnim gostom. V prvi vrsti pa seveda najprisrčnejši pozdrav letošnjim dobitnikom Lirikonfestovih nagrad ter nominiranim za osrednjo Lirikonfestovo nagrado Velenica čaša nesmrtnosti za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus, ki ste 3 sončne dni dragi in cenjeni gostje mesta Velenje, ki je tudi z Lirikonfestom že 24 let naklonjeno književniški ustvarjalnosti. Pozdrav predsedniku Društva slovenskih pisateljev Mariju Čuku, ki je z vrhunskim desetletnim pesniškim opusom za odrasle v 21. stoletju tudi lanski in letošnji nominiranec za festivalno nagrado Velenica čaša nesmrtnosti. Ob tej priložnosti ga vabim kratkemu pozdravnemu nagovoru. Spoštovane, spoštovani, vsako okolje, vsaka sredina, vsak prostor ima nekaj, s čimer se lahko ponaša, ima nekaj, kar je značilno za življenje tega prostora, kot ima Velenje ali je imelo svoj znameniti rudnik, ima odlično, tudi to se mi zdi, rokometno moštvo in 3 stvari je treba omeniti. Tokrat bom naredil izjemo, 4. Ima Lirikonfest in ima Iva Stropnika, ki si je ta Lirikonfest zamislil. Društvo slovenskih pisateljev že poldrugo stoletje povezuje, usmerja, je vest, je moralno-etični vodnik slovenskega naroda, kjerkoli se dogaja. Je povezovalec besede, je povezovalec različnosti. Jaz sem živ primer, ker prihajam iz nekega drugega konca. Pred 30 leti so rekli iz drugačnega gospodarskega in političnega sistema, prihajam iz Trsta in čast mi je in dokaz Društva slovenskih pisateljev, da je povezovalno društvo, sem pa prvi
predsednik izven meja, državnih meja Slovenije. Skratka, Društvo slovenskih pisateljev se ponaša s celo vrsto, s plejado, z vojsko odličnih peres, ki zaznamujejo našo zgodovino, naš sedanji čas in naš prihodnji čas. To počenjajo tudi nocojšnji, današnji nagrajenci, katerim gre ne čestitke, ker to je običajna in izrabljena beseda, katerim gre spoštovanje za delo pisatelja, pesnice, dramatika, ki je marsikdaj postavljeno v ozadje ali na stranski tir kot nadležna muha ali osa ali sršen, ki zbada in zbode v družbeno tkivo. Upam, da tudi vi, ki ste nocoj tu pišoči in vsi prisotni, boste še dolgo zbadali, ubadali v to tkivo in ga utopija naredili imunega na vse grdobije sveta, ki se danes dogajajo. Hvala. Hvala predsedniku Društva slovenskih pisateljev Mariju Čuku. V letošnjo slavnostno akademijo nas bo pred podelitvijo Lirikonfestovih književnih nagrad s krajšim koncertom ljudskih šansonov v čadrskem oziroma tolminskem narečju uvedla glasbena skupina Bakalina Velika. 6-člansko glasbeno skupino iz Tolmina bo predstavil njen vodja Jani Kutin. Ob današnjem zaključku 24. festivala liričnega, potopisnega, kantavtorskega in satiričnega občutja samo za vas Bakalina Velika. Letos sunce mačna sije pred njim, a beden se nas krije, že na zemlje, niže mesca dva, užila kaple rase al dežja, podpeljala me je harpat stijena, da napijem vode, se z izvirama v struhi suhi, vode ni. Le arlica mlada tam leži.
Jedna mlada ptica kao umira, zjutra še na lov je odletela suša pa je ukradla imači. Ptica samo vade si želi, nježna v rake primem, mlada ujeda, ne zaupaj, ne začihli, da rješu bom, a pazej že je te, ti arlica le umrijet mi ne kljuj mi jači, čeprav si žejna, an misleš, da savada vem, pot da rijeke, čir spaznala boš, da si prosta ujeda. Noči upuščal bova hadila, an 2 dni, le moj slan pot boš pila, smrt je blizu, skozi kadar živiš, v nas je pa, da se ji napustiš, a bistri vadi bom naredil piščal, na njo pa tihem bom zaigral, lejčem, da umreva mlada, ujeda bi umrla rada, ne kljuj mi jači, čeprav si žejna, on misleš, da savada vem, pot da rijeke, čir sva znala boš, da si prosta ujeda. Ne kljuj mi jači, čeprav si žejna, on misleš, da savada vem, pot da rijeke, čir spaznala boš, da si prosta ujeda. Hvala. Tole je bila pesem od Arlice, ki je ujela suša. Zdaj pa ena z tistih cajtov, ki so zime imele še saje ime.
tu je njena ime, tu je taka prhaja, čez visoke harije, s belim miram pa krije, kar se na umiri, an vse, kar se nas krije, tiha bit nauči. Dokler se v svet nas pačije, an sunce nas krajša noči. Živu, har na hari je sam, že zna let je pasala, kadar pršuje dan, ka njegova je ruža, nije su velik snežan plas, an ta zadnje je božal, ta leden je nabraz. Lesovska sa tekle čez lica, v stavu ni tud hrazan mraz. Zmisle se njenih oči, pa vsega, kar mu je kadej govorila, da zdaj on le dan se živi. Skoz kadar pade sneg, snega obraznjen naredi, obraznjen kaha je od smeri učila, da smrti naj se napaje. Ko pride pomlad, se obraz topi, on pa čaka zime, da njen duh zbudi. Pa vsega, kar mu je kadej govorila, da zdaj on le dan se živi. Skoz kadar pade sneg, snega obraznjen naredi, obraznjen kaha je od smeri učila, da smrti naj se napaje.
Hvala. Kresna noč je naslednja pesem kmalu bo, Kresna noč čez prejki 2 tedna. Če vas ste kje na Tminskem, pridite v Čader. Bomo kurili kres, pa lahko, da bomo že probali violina z tiste jelke, stare 6000 let. Kresna noč je, v zraku čut se čudna moč, zemlja pa starem diši, an kresnicam kanca ni, prapoti med praprotmi, nas prpejle je na krej, čiračeti sa stari, zbiral se že kdo vie kdej. Glabak vdih, a naša misli v svet tih udrabni kapli taje aku, bo ugledala širna vsa nebo, kresnice luč. Naj bo toj šac, a neha ključ, tam na koncu naših pati, enkrat srečal se bomo spet vsi. Dekleta žene, v mraku ještě je zlat cvet, največ pravličen anželka, mači v kresnem vencu ma, stara skala njema zre, ka pod dračjem zahari, na koncu vrha bliska se, na vrhu konca sma pa mi. Glabak vdih, a naša misli v svet tih udrabni kapli taje aku, bo ugledala širna vsa nebo, kresnice luč. Naj bo toj šac, a njeha ključ, tam na koncu naših pati, enkrat srečel se bomo spet vsi. Kresna noč ima ta moč, da si je me praproti, ti slišat dala, havarit borože anžuali, še kačev se sa zbrale se, an zbral sma se tudi mi, ka luna je sončna zahari, a naše z njim skrbi. Glabak vdih, a naša misli v svet tih udrabni kapli taje aku, bo ugledala širna vsa nebo, kresnice luč. Naj bo toj šac, a njeha ključ, tam na koncu naših pati, enkrat srečel se bomo spet vsi, tam na koncu naših pati, enkrat srečel se bomo spet vsi.
Vohloni. Ljudje že skozi cela zgodovina hrepenima pa bojiš svetu, premala pa zastopima to, da je največkrat od nas odvisna, a bo bojiš ali slabš. In da ta svet nas nanuca, med drugim, pa še kako nuca manjaha. In Bohloni. In v cajtih, ko bi res mogli misliti, ki bo od tega sveta ostala za naše otroče, se ljudje rajš lotimo nove vojske, kodr se otroci pa bivaje. In pa le pravi jedni, da smo višek stvarstva in ustvarjen pa baži podob celo pravi. Pa se prašam pa podob kjerga baha rimskega Marsa ali Hada, baga pod zemlja. Pa smo pa že pri hudiču, ki pa če smo res med drugi hudič tega sveta, ma ki bi dal, da ne. Ki bi dal, da bi lahko mirna gledal v nebo, kadar veter vamu kaže, kdo je kdo. Ki bi vam oblaki dal. To bi dal, da v prsih sajih zmeram nosem vas, tudi kadar utihne vetra divji glas. To bi vam oblaki dal. Ki bi dal, da bi lahko v tebe stopil brez strahu, upa polna tema, kodr ni mahu. Ki bi tebe jama dal. To bi dal, da prinesem not v tebe frišen duh, an pa vem ti zgodba, kakor pa te puh. To bi tebe jama dal. Ki bi dal, da bi lahko zmeram dihal kos neba, ka vaša listje Božan pa zna. Ki bi vam drevesa dal. To bi dal, da je nežno umerjen moj korak, kadar grem med vami mihanki atrak. To bi vam drevesa dal. Ki bi dal, da bi ti mi zmeram, kakor mati bila, da učila bi modrosti me sveta. Ki bi tebe hara dal. To bi dal, da vsakrat, kadar sama biščem te, ti pa kažem, saj je mislijon srce. To bi tebe hara dal.
ki bi dal, da umil bi saje rake na obraz, on da večkrat slišal bi tvoj hladen glas, ki bi tebe rijeka dal. Tu bi dal, da hvaležnost moja je taka je, ki ti, kodar tečeš vse za taba zeleni. Tu bi tebe rijeka dal. Ki bi dal, da bi te pa ljubil na taje ustance, da bi te pa ljubil na taje ustance, ki bi tebe dekle dal. Tu bi dal, kar bi hkrat v mene dala ti, en pa ljubka te pržge, en zavali. Tu bi tebe dekle dal. Hvala Bakalina Velika za glasbeno uverturo. V pozdrav nagrajencem 24. Lirikon Festa, ki jih bomo zdaj povabili na Lirikon Festov Olimp. Lirikon Fest Velenje, festival liričnega, potopisnega, kantavtorskega in od letos tudi satiričnega občutja, v organizaciji Velenjske knjižne fundacije predstavlja in popularizira umetniško literaturo 21. stoletja. Vzpostavlja in širi mednarodna sodelovanja, zlasti z izvirno in prevedeno novejšo poezijo ter premišljevanji o spoznavni in kritični vlogi umetniške literature v evropski družbi in širše. Lirikon Fest združuje večletne književne projekte, izvirne in prevodne objave, predstavitve, branja, debatna literarna omizja in refleksije, mednarodna sodelovanja in gostovanja, nagrade in prireditve ter rezidenčna bivanja, s katerimi se je v dosedanjih 24 letih
predstavilo v Velenju že več kot 1000 uveljavljenih in uveljavljajočih se evropskih in drugih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, strokovnih interpretov, urednikov, mednarodnih posrednikov slovenske literature in jezika drugim narodom, organizatorjev mednarodnih književnih festivalov in drugih poznavalcev ter spremljevalcev umetniške literature 21. stoletja, zlasti novejše poezije, sicer pa tudi slovenskega potopisa, kantavtorstva in satire. Na nocojšnji slavnostni akademiji bomo podelili že 22. mednarodno Pretnarjevo nagrado s častnim naslovom Ambasador poezije, 19. festivalno prevajalsko plaketo Lirikonov zlat za vrhunske festivalne prevode iz novejše evropske poezije, 9. vseslovensko literarno nagrado Krilata želva za najboljši slovenski literarni potopis preteklega leta, ter 20. vseslovensko književno nagrado Velenica čaša nesmrtnosti za vrhunski 10-letni pesniški opus za odrasle v 21. stoletju. Izbrane refleksije na teme letošnjega Lirikon Festa, literarno papagajstvo ter orfejsko in babilonsko zmešani književni žanri v slovenski poeziji, literarnem potopisju in satiri 21. stoletja, bodo predstavljene v pofestivalni videoantologiji Lirikon 21. K pozdravnemu nagovoru ob podelitvi Lirikon Festovih nagrad in priznanj za leto 2025 vabim Aleksandro Vasiljevič, podžupanjo Mestne občine Velenje. Spoštovani gostje, spoštovane gospe in gospodje, spoštovani nagrajenci, ljubitelji in prijatelji Lirikon Festa. Pozdravljam vas na osrednjem dogodku na slavnostni akademiji Lirikon Festa. Letos prvič in po dolgem času, pravzaprav nikoli do sedaj še nisem pred seboj imela beležke, v katero sem si zapisala vse svoje misli, občutenja in razmišljanja. Namreč pri svojih nagovorih redko kdaj ali pa skoraj nikoli ne uporabljam tega in vedno se trudim govoriti prosto, glede na to, kako se počutim in kakšen je vtis v sami dvorani. Ampak danes, nič kaj manj pomembno, seveda, bom prebrala nekaj misli, ki sem jih zapisala ob tem, ko sem se pripravljala na današnji dogodek. Zato, ker si želim, da prenesem točno tisto, kar sem čutila, mislila v tistem času, ko sem se na ta dogodek pripravljala. Lirikon Fest že 24. zapored oživlja naše mesto s čarobnostjo besede, z globino pesniškega izraza in kulturno odličnostjo. Ponosni smo, da Velenje soustvarja zgodbo, ki povezuje književnost, prevajalsko umetnost in literarno razmišljanje z našim mestom, z našimi ljudmi. Zato iskrena hvala Velenjski knjižni fundaciji za vztrajnost, vizijo in predanost, s katerimi v naš prostor vnašate pomemben kulturni utrip. Današnji večer je posvečen tistim, ki svojo ustvarjalnostjo premikajo meje jezika in duha. Zato iskrene čestitke in spoštovanje vsem nagrajenkam in nagrajencem, ker vaše delo bogati slovensko literaturo, pa tudi naš kulturni skupni prostor. Poezija ni le umetnost besed, je prostor srečevanja, razmišljanja in navdiha. V času, ko se svet pogosto zdi preglasen, je ravno poezija ali literatura nasploh tista, ki nas vabi v tišino razmišljanja, k iskanju smisla in lepote v vsakdanjem. Prav zato je Lirikon Fest več kot festival. Je praznik duha, ki nas povezuje in nagovarja k boljšemu svetu. Želim vam krasen večer
in naj nas poezija in literatura povezuje. Ivo Stropnik, hvala za vse. Hvala za pozdravne besede podžupanji Mestne občine Velenje Aleksandri Vasiljevič, ki bo skupaj z vodjo Lirikom Festa Ivom Stropnikom in častnimi sopodeljevalci podelila letošnje Lirikon Festove nagrade in priznanja. V letu 2025 so lahko književni prevajalci sodelovali na razpisu 24. Lirikon Festa s prevodi iz kateregakoli evropskega jezika v slovenščino, in sicer iz novejše poezije za odrasle dveh živečih avtorjev. Strokovna žirija je za letošnje festivalno prevajalsko priznanje Lirikonov zlat 2025 za vrhunske in najboljše festivalne prevode poezije 21. stoletja v slovenščino izbrala najtehtneje prevedene pesmi 4 avtorjev, dvakrat po 100 verzov v prevodu 2 slovenskih prevajalk. Dobitnici prevajalske plakete Lirikonov zlat 2025 sta Clarisa Jovanović, ki je iz novejše črnogorske poezije za odrasle v slovenščino vrhunsko prevedla festivalni izbor pesmi Pavleta Goranovića in Tijane Rakočević, in Anjuša Belehar, ki je iz novejše češke poezije za odrasle v slovenščino vrhunsko prevedla festivalna izbora pesmi Evalda Murerja in Kamila Bovške. Prevajalki, dobitnici prevajalske plakete Lirikonov zlat, vabim na oder. Clarisa Jovanović je profesorica francoščine in primerjalne književnosti, književna prevajalka, pesnica in glasbenica. Prevaja leposlovje iz novogrščine, makedonščine, srbščine in hrvaščine, italijanščine in francoščine. Njen književni prevajalski opus je obsežen. Med drugim je leta 2001 prevedla v slovenščino antologijo grške literature 20. stoletja. Za slovenski prevod kratke grške proze je leta 2004 v Atenah prejela nagrado Združenja grških književnih prevajalcev. Kot prevajalka je prispevala podatke za slovenski veliki leksikon za 100 grških književnikov. Dvakrat je bila nominirana za Sovretovo nagrado 2022 in 2024. Piše poezijo in kratko prozo. Letos izide njena 5. pesniška zbirka. Njena velika ljubezen so tudi pravljice, ljudske, zlasti tiste iz dežel Sredozemlja. Zbira in prevaja že dobra 30 letja. Kot glasbenica z bogato diskografijo se posveča zlasti reinterpretaciji ljudske pesmi in izvajanju uglasbene poezije, tudi lastnih pesniških besedil. Je članica Društva slovenskih književnih prevajalcev, Društva slovenskih pisateljev, Društva PEN in častna članica grškega PEN-a. Od leta 2006 živi in ustvarja v Lendavi. Anjuša Belehar je slovenska prevajalka in pesnica. Diplomirala je iz češčine in ruščine. Živi in dela v Pragi in Atenah. Prevaja češko in belorusko poezijo. Iz češčine prevaja tudi sodobne romane. Ukvarja se tudi s prevodi slovenščine v češčino. Za svoje delo je prejela študentsko nagrado katedre za zahodnoslovansko filologijo in bila prvič nominirana za Lirikonov zlat že leta 2008.
Čestitke dobitnicama festivalne prevajalske plakete Lirikonov Zlat 2025, Clarisi Jovanovič in Anjuši Belehar. Devetič podeljeno vseslovensko festivalno nagrado Krilata želva za najboljši slovenski knjižno objavljen literarni potopis preteklega leta prejme slovenski potopisec Branko Gradišnik za potopis 1000 in nobena noč, strogo zaupno na Kubi. Tudi letos je nagrada Krilata želva denarna in prinaša na svojih želvih krilih 1500 evrov. Nagrajenca vabim na oder. Branko Gradišnik je z literarnim potopisom 1000 in nobena noč ustvaril literarno stvaritev, ki presega klasične okvire potopisnega pisanja. Njegov tako imenovani potoroman je napisan v značilnem Gradišnikovem jeziku, izbrušen, prežetem z ironijo, duhovitostjo, včasih tudi sarkazmom in samoironijo, vedno pa inteligentnem in bogatem z besednimi igrami, citati in kulturnimi referencami. Njegova opažanja so včasih provokativna, vendar nikoli zlonamerna. V času, ko številni potopisi stavijo na poudarjanje spektakularnih izkušenj in hitrega tempa pripovedi, Gradišnik ponuja globino, upočasnjen pogled in intimen dialog z bralcem. Je knjiga za bralce, ki iščejo več kot le popis poti. Gradišnik ne ponuja odgovorov, ampak veliko dobrih vprašanj. In morda je prav to največ, kar si lahko od potopisa želimo. Najprej se zahvaljujem za nagrado, potem se zahvaljujem za ta dan. Včerajšnji dan sem bil še zelo bolan in ga nisem dobro speljal. Današnji dan sem se odločil že 3 reči, ki jih moram spremeniti. Prvič, Mariju Čuku sporočam, da sem pripravljen vrniti se v Društvo slovenskih pisateljev. Njegov govor me je prepričal. Tako da leta 2011 sem izstopil v protest zaradi, po mojem, nepravičnega ravnanja z nekom, ki mi je pozneje zaril nož v hrbet. Ampak ne vračam se zaradi tega, vračam se dejansko iz dobrodušne vedrine, ki me je prevzela pač danes. Ne samo ob govoru Marija. Ob nastopu nisem si zapomnil imena, mislim, da je Mahinica ali Malinica, je tako velika. Akalina velika. Njih bom tudi prosil, če me vzamejo v ansambl, pač da bom kaj pomagal. Izredno se me navdušil, mislim, da smo videli nekaj popolnoma novega, mislim, da če bi oni šli na, kaj je tiste, Eurovizijo, da bi lahko spremenili trend. In da bi postala prireditev normalna in dobra. In tretjič, danes sem spoznal, že včeraj zvečer, no, ampak danes sploh sem spoznal toliko pametnih, vedrih, veselih, lepih ljudi obeh spolov, da
če me boste še kdaj povabili, bom z veseljem se vrnil. Drugače bom pa podžupanka vprašal, če mi podeli častno občanstvo, meščanstvo. Tako, še enkrat, resnično, kaj te rečemo mi v Črni Gori, staraču se bom potrudil, da bom bolj priden. No. Hvala. Čestitke dobitniku festivalne nagrade Krilata želva 2025 Branku Gradišniku za najboljši slovenski knjižno objavljen literarni potopis preteklega leta in seveda povabilo k branju. Že 22. v Velenju podeljujemo mednarodno Pretnarjevo nagrado. Častni naslov ambasador poezije. Letos prejme slovenski pesnik, književni prevajalec, literarni urednik in založnik ter mednarodni posrednik poezije Ivan Dobnik, književno društvo Hiša poezije. Ivan Dobnik je pesnik, prevajalec, esejist, kritik in literarni urednik. Študiral je filozofijo in primerjalno književnost. Je član upravnega odbora Društva slovenskih pisateljev in član Slovenskega centra PEN. Kot pesnik in literarni urednik je gostoval na številnih literarnih festivalih doma in v tujini. Njegove pesmi so predstavljene v več evropskih jezikih. V spektru njegovega književnega ustvarjanja in delovanja lahko govorimo o entuziastu, ki se s poezijo oziroma književnostjo ukvarja na izjemno širokem področju. Je pobudnik in skupaj z Zoranom Pevcem ter Ivom Stropnikom soustanovitelj ter odgovorni urednik književne revije Poetikon, namenjene izključno poeziji in poetičnemu. Revija Poetikon je sprva izhajala v Velenju pri ustanovi Velenjska knjižna fundacija, po ustanovitvi književnega društva Hiša poezije jeseni 2006, pa že skoraj 2 desetletji izhaja v Ljubljani. V njej Ivan Dobnik kot odgovorni urednik selektivno objavlja avtorsko poezijo tako uveljavljenih kot uveljavljajočih se slovenskih pesnic in pesnikov, prevodno poezijo, književne kritike sodobne slovenske poezije ter eseje v zvezi z njo. Ob tem je soustanovitelj in urednik neodvisne založbe Hiša poezije. Ta povezuje pesnice in pesnike, prevajalke in prevajalce, ljubitelje in raziskovalce poezije vseh generacij. Ob izdajanju revije Poetikon se je Hiša poezije razvila v pomembno slovensko založbo za poezijo, ki vključuje knjižne in prevodne zbirke Poetiko novelire, Ginko, Sončnica vsa nora od svetlobe, Nasledstvo sonca in druge posebne izdaje. Založba Hiša poezije ob tem organizira pesniška srečanja in branja poezije ter sodeluje s številnimi slovenskimi in tujimi revijami, založbami, festivali in ustanovami. Ivan Dobnik je urednik in promotor poezije na izredno velikem ter vsestranskem področju, ki zajema različne zvrsti književnega oziroma književniškega delovanja, ustvarjanja, mednarodnega povezovanja in uveljavljanja slovenske literature ter jezika. Na 24. Lirikon festu v Velenju pod glavnim pokroviteljstvom Mestne občine Velenje in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije podeljujemo mednarodno Pretnarjevo nagrado 2025, slovensko zahvalo, letos s častnim naslovom ambasador poezije,
slovenskemu pesniku, književnemu prevajalcu, literarnemu uredniku in založniku ter mednarodnem posredniku poezije Ivanu Dobniku in književnemu društvu Hiša poezije za izjemno pomembno literarno uredniško in založniško delo v zadnjih 2 desetletjih pri ozaveščanju in širjenju pesniške umetnosti oziroma pesniške ustvarjalnosti v Sloveniji ter za mednarodno literarno posredniško udejstvovanje. Podelitvi vabim Zorana Pevca, tako je bilo protokolarno zamišljeno, ampak nenapovedano. Pretnarjevo nagrado oziroma častni naslov ambasador poezije bodo Ivanu Dobniku ob slovenski himni ter v imenu Lirikon Festa, slovenskih pesnikov, slovenske književnosti in jezika podelili častno izbrani slovenski književnik Zoran Pevec, podžupanja Mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljević, ustanovni pobudnik in večletni vodja Lirikon Festa Velenje, pesnik Ivo Stropnik. Dvaindvajsetega Pretnarjevega nagrajenca Ivana Dobnika, ambasadorja poezije, vabim k kratki besedi. Najlepša hvala za to izjemno čast. Hvala ustanovi Velenjska knjižna fundacija, gospe, ki predstavlja občino in celo mesto za to izjemno pomembno delovanje, ki ga vodi potem Ivo Stropnik. To so zaradi te navezave na poezijo ne samo v našem času, ampak v vseh časih izjemno pomembne stvari. Želim poudariti, da je poezija, kar smo lahko videli pri glasbi, ekstremno pomembna za naše preživetje, ravno tako v obliki besedne umetnosti, tako da vse pozivam k prebiranju poezije ter širjenju virusa poezije in ohranjanju, da naš gen za poezijo ne izumre. Hvala vsem. Čestitke Pretnarjevemu nagrajencu, zaslužnemu ambasadorju poezije Ivanu Dobniku in književnemu društvu Hiša poezije. Prišli smo do vrhunca slavnostne akademije Poetična Slovenija, 20. podelitve osrednje Lirikon Festove književne nagrade Velenica čaša nesmrtnosti 2025. Za vrhunski 10-letni slovenski pesniški opus za odrasle v 21. stoletju, ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo.
Za vseslovensko književno nagrado, ki je tudi letos denarna in znaša 5000 evrov, je Lirikon Festov umetniško-strokovni sosvet lani in letos izbral 8 ožje nominiranih vrhunskih slovenskih pesnikov in pesnic. Za dvoletno obdobje 2024 in 2025 so bili nominirani Cvetka Bevc, Mari Čuk, Aleš Jelenko in Anja Zak Golob. Za dvoletno obdobje 2025 in 2026 pa so nominirani Petra Bauman, Goran Gluvič, Tatjana Pregl-Kobe in Jože Štucin. Komu pa je anonimni strokovno-umetniški sosvet namenil velenico čašo nesmrtnosti, letos nam bodo zdaj končno razkrili Lirikon Festova muza, programska koordinatorka in umetniški vodja Lirikon Festa. Redo. Poezijo dojema kot proces nastanka, kot prabit, iz katere izhaja subjekt. Poezija predstavlja delo, ljubezen, situacijo. Vse troje je preplet razmislekov in posebne spoštljivosti, denimo motiv subjektovega očeta, ki se skrbno pripravlja na konec sveta, ni nekdo, ki bi očeta rad o čem poučil, pač pa ga pusti v njegovem prepričanju, saj se o njem popolnoma dobro znajde. Prav tak je pesnik sam. Če poezija še ni dozorela, je tudi ne bo napisal. Vse ima svoj čas. Kot ljubezen, pri kateri priznava, da tudi sam ne razume vsega. To je poezija krika o lažeh, cenenosti in vseh sprenevedanih, ki jim ni videti konca. Subjekt pa želi ostati zavezan k pravičnosti, sebi in lepoti. Provokativno razkazovanje trivialnosti bi lahko nakazala o načinu pisanja šund, literature in kriminalk. Pesnik temu ne prizanaša, kot tudi ne vsej hiperprodukciji in zlaganosti nekoga, ki je nekaj drugega, za kar se predstavlja. Živi in ustvarja o grosuplem, ustvaril je obsežen romaneskni opus ter napisal številna dramska dela, gledališke in radijske igre, študiral je dramaturgijo in do sedaj objavil pesniške zbirke, Ulične revolucije, Predgovor k ljubezenskim pesmim, Zmerjanje lepe vide, Zadnji poletni dež, Samo koraki v dežju in Kot čas čudenja. Goran Gluvič. Ja, jaz moram nekaj povedati. Ne? Zahvaljujem se žiriji, vsem tistim, ki so videli v moji poeziji, to sicer ne vem, ampak videli so nekaj, da sem dobil nagrado. Ne? Lepo bilo napisano, prebral je Ivo. Jaz bi se zahvalil svojim sponzorjem, ampak jih nimam.
tudi režiserju in ostalim, ampak evo, enostavno nimam. Ne. Zahvaljujem se pa Ivotu, to mogoče ne veste, on me je spodbudil, da začnem spet pisati poezijo, ker je rekel, ne boš prišel na Lirikum Fest, če ne napišeš par pesmi. Seveda sem moral. To ne pomeni, da sem pisal slabe pesmi, pa da bi šel, ampak enostavno potem prideš v tem. Vem, da me imate dosti, ker ne znam govoriti, pa še 3 me daje. Rad, dober je bo. Tako da to je moja prva nagrada. V tolki. Hvala. Tako da se ne znam glih najboljš obnašati pri prijemanju nagrad, pa še težka je, pa tako naprej, ne, kot sem rekel, morali bi take težke nagrade dobiti, ko smo mladi, ko še nič ne napišemo. Mogoče, ne moramo tako, ne. Bom že zdržal, bom že zdaj, bom že nesel to. Hvala vam in hvala za aplavz. Iskrene čestitke dobitniku 20. Velenice čašenje smrtnosti za vrhunski 10-letni slovenski pesniški opus za odrasle v 21. stoletju, ki jo bo v gaju poezije Velenje ob Velenskem Škalskem jezeru pospremilo lavreatov posvečeno visoko rastoče drevo. Prav tako 3 letošnjim lavreatom, dobitnikom Pretnarjeve nagrade, potopisne krilate želve in prevajalskega lirikonovega zlata. Sedaj pa za glasbeni poklon lavreatom 24. Lirikum Festa Velenje ponovno vabim na oder Vile Bianca skupino Bakalina Velika. Naj bo nocoj njihova izbrana glasbena beseda še posebej tudi vaša. Hvala lepa tudi za povabilo. Bomo z veseljem še prišli na Eurovizijo, pa ne bomo šli. Tale pesem, ki smo zdaj zahodili, se kliče Bijele vode. Govori o eni jam v Trebuš, kodar je pred več 10.000 leti živel jamski medved. Bijele vode tečeje, bijele vode tečeje, vrzne jame, kaj je črna, kakor noč. Vrzne jame, kaj je črna, kakor krokar je oč. Notu jama vrh slapu, notre moj karak je šel. Noter vidu od medveda sem labajna kasti, bila sa se zasvetile pa 100.000 let noči. Bila sa se zasvetile pa 100.000 let noči.
Rad bi v roke jih prijel, rad v medveda bi verjel. Pa jamak sebe vzela, Hanzej njena je skrivnost. Večnost mu je pa darila, kost je kamen, kamen kost. Duha si v jami spal, duha bo še tu ostal. Tudi bu si dober medved, ta ji kaže je zabije. Ja mi dal si, saj je duša, a na tebe pa ime. Ja mi dal si, saj je duša, a na tebe pa ime. Sonca, tu ni zvijest, tu ni petja, tu ni gnezd. Sale miši, kaj jih jama spremenila je v zveri. Mačna krila jim je dala, on še uha zahači. Enkrat prasu bom zveri, naj mi kaže je pa ti, kvadrati se vada v 100,000 let nači. Tam bom čakal, da tudi mene jama krila pa dari. Tam bom čakal, da tudi mene jama krila pa dari.
vse kar sije, dela sence, vsaka tema spet radi nova sonce. On tam neču mesmami, ka sprašujema se, kdo si ti. Vsaka roža pride z zemlje, tam semena se radi, da je jemlje. On le redka kdaj cveti, da se lahko vpraša sploh, kdo si. Mačna burja, lom drevesa, kdaj pa drese prav vse, tudi nebesa. Dnevi uhašajo v noči, da sprašujema se, kdo si ti. Bežna hara, da jezera, tam spoznal boš, da prav noč resna umira. Hladina se zazri, an se praši, a si res to ti. A si res to ti? A si ti? Lahko da se ti zgodi, da spoznal boš, da